Najsodobnejši aktivni varnostni sistemi za preprečevanje naleta s samodejnim zaviranjem na cesti že vidijo oziroma prepoznajo pešce in kolesarje. Ob pomoči radarja, kamere in laserskega tipala najboljši zmorejo celo pri večjih hitrostih, med 60 in 80 km/h, preprečiti nalet. Med zelo pogoste, nevarne nesreče z veliko gmotno škodo in celo poškodbami pa spada nalet v divjad. Na slovenskih cestah je bilo v zadnjih 10 letih uradno zabeleženo skoraj 78 tisoč povozov večjih in manjših štirinožnih divjih živali. Na tokratnem AMZS testu smo zato pri 3 sodobnih avtomobilih preverili, kako učinkovito posreduje sistem proti naletu, če se čez cesto požene divji prašič. Ali avto vidi divje živali na radarju? Profesionalni kaskader, zaščiten s čelado, se je v avtomobilu starejšega letnika, ki je služil le kot medij za oceno škode, s hitrostjo 80 km zaletel v 180 kg 1,6 metra dolgo in meter visoko lutko samca divjega prašiča. V trenutku trka se je v delčku sekunde sprostila izjemna količina energije. Ob silovitem trku s tako velikim merjascem, ki je po merah in teži sodil med največje primerke svoje vrste, bi bili potniki v kabini za kratek trenutek izpostavljeni sili, primerljivi z 10-kratnikom njihove teže. Ob vse prepričljivejših sistemih za pomoč vozniku, avtomobilska industrija še vedno bolj kot ne zanemarja razvoj nadgradnje učinkovitega sistema proti naletu, ki bi zmogel zaznati nevarnost in preprečiti trk z živaljo. Naš test je sploh prvi tovrstni test obstoječih sistemov za preprečevanje naleta v povezavi z divjimi živali. Standardiziranega preskusnega postopka z natančno določenimi parametri za tovrstne teste sploh še ni in tudi preskusne lutke divjih živali so izključno prototipi. Kljub temu smo nazorno pokazali, da ima sistem proti naletu tudi pri preprečevanju nesreč z živalmi žal še veliko neizkoriščenega potenciala, ki bi lahko bistveno učinkoviteje preprečil tovrstne nesreče.